Pomanjkanje kadrov, kot vidimo, je čedalje bolj pereč problem. Mi smo se dotaknili kadrov v podjetništvu, predvsem zato, ker pokrivamo kar 60% članov naših je trgovcev, vendar smo povabili zraven tudi družbe za zasebno varovanje, povabili smo tudi gostince, v bistvu je velik problem najti danes natakarje, kot smo slišali. Tako da vse skupaj, če povzamem, vidimo, da je velik problem v tem, da ljudje so premalo plačani in tukaj mislim, da je potrebno veliko narediti, da bomo imeli zadovoljne in dobro plačane kadre v podjetništvu v prihodnosti. Pomanjkanje kadra se v našem podjetju pozna tako, da pravzaprav zaposlujemo kader, ki ni samo dejansko specificiran za naš poklic, ampak so dejansko njihova znanja nadpovprečna, kar pomeni, da so to ljudje, ki so dejansko po poklicu nekaj drugega in vstopajo v našo branžo samo zato, da so zaposljivi. Pravzaprav so to ljudje ali diplomirani ali ljudje z magisterijem v žepu, ki samo čakajo na priložnost, da lahko takoj, ko bodo zaposljivi v njihovi branži, odšli. Se pravi, ni tiste lojalnosti, ki bi jo mi dejansko želeli v podjetju. Pomanjkanje kadra v našem podjetju pomeni tudi težje poslovanje. Poslujemo že, vendar naročila so, naročniki so, delo je, ljudi pa nimamo. Problem konkretno je v tem. 800 evrov plače pa 400 evrov prispevki za državo. Bi bilo lažje, če bi še tiste prispevke dali zaposlenemu in bi z njim sam upravljal. Podjetja, ki so prej že vlagala v employer branding oziroma prepoznanost podjetja kot dobrega delodajalca, v to vlagajo zdaj energije in časa in seveda denarja še več. Mala in pa srednja podjetja, ki pa tega niso prej prepoznavala kot problem, da je fajn, da bi to izvajala, pa jaz mislim, da bodo prišli do te točke, ko bo treba nekako razmišljati, na kakšen način pritegniti kader. Torej, svetujem podjetjem, ne razmisliti, kaj je tista njihova prednost, zakaj delati naprimer pri meni in pa naprimer ne pri drugemu delodajalcu. Torej, vsak delodajalec po sebi mora razmisliti, na kakšen način bo pritegnil dobre sodelavce, kako jih razvijal in pa seveda navsezadnje, kako jih obdržal. Zdaj, v našem podjetju se v bistvu niti ne srečujemo toliko z izzivom pomanjkanja kadrov, ker na vsako delovno mesto, ki ga imamo razpisanega, dobimo čez 100 prijav po večini. Seveda za kakšna bolj specifična delovna mesta jih imamo manj, ampak ni, da jih ni. Torej, kaj lahko delodajalec naredi v tem smislu? Mislim, da je ključno razvijati tudi znamko delodajalca kot zaposlovalca, ne le kot podjetja, ampak resnično kot zaposlovalca. Kaj smo mi kot podjetje, k čemu stremimo, kakšno delovno okolje želimo kreirati za naše sodelavce. In potem tu je zelo veliko lažje potem pridobivati tudi adekvaten kader v nadaljevanju. Moram reči, da pri nas se na področju trgovine ne srečujemo s pomanjkanjem, predvsem zaradi tega, ker smo v teh 27 letih vlagali v naše kadre in nas ne zapuščajo. Prav tako smo si pridobili dober status delodajalca, tako da tudi ko razpišemo nova delovna mesta, s tem nimamo problema. Seveda so pa tudi pri nas poklici, kjer se pojavlja ta problem. Recimo v naši veleprodaji imamo problem z šoferji in problem smo rešili tako, da smo med obstoječimi zaposlenimi razpisali, bom rekel, povpraševanje in ponudili, da so lahko odsotni za čas šolanja in pridobivanja tega vozniškega izpita in prav tako, da jim ta vozniški izpit plača podjetje. Bili smo uspešni, 3 ljudje so se odločili in problem smo rešili. Na področju startupov, kjer sem jaz najbolj aktiven, definitivno obstaja pomanjkanje kadrov, predvsem z področja vodstva in razvoja posla, predvsem v tujini. Slovenija je precej močna,
tako kot ostale države v srednji in vzhodnji Evropi pri tehnološkem kadru, ki pa hkrati tudi v zadnjih letih opažamo primanjkuje. Zdaj, najboljša rešitev za to, kar smo mi do zdaj našli, je, da se najde kader iz tiste države, na katero se podjetje želi širiti. Na tehnološkem področju pa definitivno spodbujanje izobrazbe z področja tehnologije oziroma omogočanje, da se lahko to priuči kot sekundarna stvar, ker ni nujno, da so najboljši računalničari tisti, ki so hodili na fakulteto za računalništvo in informatiko. In pa tudi veliko se je danes govorilo o priseljevanju iz predvsem držav bivše Jugoslavije. Tehnološki kader na tem področju je fenomenalen. Jaz to vem iz osebnih izkušenj, poznam ljudi, imeli smo startupe iz tega področja. Zakaj ne bi poskušali teh ljudi pritegniti v Slovenijo in da niso te, ki se priseljujejo samo iz delovnih mest z nizko dodano vrednostjo. Glede na to, da delodajalci zdaj izjemno rabijo delavce in da jih na zavodu za zaposlovanje jih je vedno manj, obstaja kar nekaj načinov, kako priti do dobrega delavca. Spremenili smo zakon o urejanju trga dela v sodelovanju z delodajalci in sindikati z namenom hitrejše aktivacije brezposelnih oseb. Imamo še vedno številne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, preko katerih se lahko preusposobijo, dousposobijo na konkretnih delovnih mestih se lahko brezposelne osebe. Uvajamo tudi, želimo čim bolj olajšati, da pridejo na slovenski trg dela tisti delavci iz tretjih držav, predvsem iz Bosne, Hrvaške, Srbije, ki jih slovenski trg dela potrebuje. Na ta način bomo zagotovili delodajalcem, da bodo dobili tiste delavce, ki jih oni rabijo in hkrati ne bomo škodljivo vplivali na slovenski trg dela. Poleg tega pa lahko vplivamo in moramo vplivati na mlade, da se odločajo za tiste poklice, kjer bodo imeli zaposlitev. To je pa lahko preko štipendij za deficitarne poklice, s kadrovskimi štipendijami, kjer država polovico sofinancira, polovico da pa delodajalec. In mislim, da tudi zakon o vajeništvu, ki je bil letos sprejet, je korak v pravi smeri, da bodo mladi skozi svoje obdobje študija pol časa preživeli na konkretnih delovnih mestih, pol v šoli in ko bodo stari 18 let, ko bodo končali šole, bodo lahko zelo hitro pričeli dobro delati na delovnih mestih. Rešitev je lahko več. Aktivno medgeneracijsko sodelovanje, ob tem, da naša država je starejše delavce v preteklosti gnala v pokoj, dala je subvencije, da so odšli. Danes, kot vidimo, ni več mlade populacije, se stvari spreminjajo in ugotavlja se, da starejši delavci so lojalni, da so pridni, mogoče niso tukaj več fizično zmožni. Ampak če se delovna mesta ergonomsko prilagodijo njihovim zahtevam, potem ti delavci več kot 100% izpolnjujejo svoje poslanstvo. Druga stvar je pa tudi v privabljanju mladih ljudi z pripravništvom. Tudi država bi mogla pristopiti z mentorskim shemam, torej, da se starejši delavec 4 ure upokoji, mlajši delavec se 4 ure pripelje in ga starejši delavec uvaja, s tem, da tudi država za nekim subvencijam temu pristopi. Ker pokazalo se je, da pokojninski sistem z polovičnim upokojevanjem ni prenesel svojega, ker pač ljudje so zbežali v penzijo.